V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Dobro jutro. Na praznik Svete Trojice, to je vedno prva nedelja po Binkoštih, praznujemo Sveto Trojico, vsako molitev, vsako mašo začenjamo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. V imenu Očeta, tistega, ki nas je ustvaril, ki nam daje življenje, Sina, ki nas odrešuje, ki nas osvobaja, in Svetega Duha, ki nas posvečuje, nas dela svete, tako da bi res bili sveti v našem življenju, v naših dejanjih, v naših odnosih. Danes bomo še posebej molili za pokojno Marijo Benedejčič ob obletnici, za Damjana Sirnika in seveda za vse vas župljane. Najprej pa priznajmo in obžalujmo svoje grehe. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanjih, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Poslal svojega Sina besedo resnice in Svetega Duha posvečevalca, si nam razodel nedomljivo skrivnost svojega življenja. Pomagaj nam, da bomo to trdno virovali, slavili veličastvo večne Trojice in molili vsemogočnega enega Boga, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Gospod Bog je usmiljen in milostljiv. Berilo iz 2. Mojzesove knjige. Tiste dni je Mojzes zjutraj zgodaj vstal in šel na Sinajsko goro, kakor mu je Gospod zapovedal. V roko pa je vzel 2 kamniti plošči. Gospod je stopil dol v oblaku in se postavil ob njem ter klical ime Gospodovo. In Gospod je šel mimo njega in klical: Gospod, Gospod,
usmiljeni in milostljivi Bog, počasen v jezi in bogat v dobroti in zvestobi. Tedaj je Mojzes hitro pokleknil in se priklonil do tal ter rekel: Če sem našel milost v tvojih očeh, Gospod, naj hodi, prosim, Gospod sredi med nami. Ljudstvo je namreč trdovratno, toda odpusti našo krivdo in naš greh in vzemi nas za svojo lastnino. To je Božja beseda. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, veselite se, izpopolnjujte se, spodbujajte se, bodite istih misli, živite v miru, pa bo Bog ljubezni in miru z vami. Pozdravite drug drugega s svetnim poljubom. Pozdravljajo vas vsi sveti. Milost Gospoda Jezusa Kristusa in ljubezen Boga in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. To je Božja beseda. Alleluia.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je Jezus rekel množicam: Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje. Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor van veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi svet po njem rešil. Kdor van veruje, se mu ne sodi, kdor pa ne veruje, je že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega sina. Kristuso evangelij. Pisalo se leto 2013. Ravno sem opravljal, kot jezuiti pravijo, tako imenovani eksperiment na jezuitski šoli svetega Frančiška Xaverija. To je bilo v mestu Puerto Montt na jugu Čila. In takratni provincial, pater Milan Bizant, me je prosil, če bi bil pripravljen po vrnitvi iz Južne Amerike, iti za študentskega duhovnika v Maribor. Kot običajno mi je dal nekaj tednov za premislek in sem sprejel izziv. Pred mano je bilo zelo zanimivo študentsko leto. Z veliko pogovori s študenti, o izpitih, problemi zaljubljenost in tako naprej. Dolgoletni študentski duhovnik v Mariboru, pater Ivan Hočevar, me je uvajal v to res čudovito delo z mladimi, z namenom, da za nekaj let prevzamem študentsko pastoralo v Mariboru. Vendar, kot se pri jezuitih velikokrat zgodi, nikoli ne veš, kaj bo prinesel naslednji dan. In prinesel mi je presenečenje. V Maribor je prišel pater Milan in mi je rekel, če bi bil pripravljen spakirati kovčke in se preseliti v Dravlje. No, leta 2014 je takratni dravljski župnik pater Ivan Brešan je postal provincial in konzult je želel, da pridem za župnika v Dravlje. Konzult, to je provincial, ta štirje njegovi svetovalci. Po nekaj tednih molitve in razmišljanja sem sprejel tudi ta izziv. No, zanimivo, s patrom Ivanom Brešanjem se vedno loviva, oziroma jaz lovim njega. To sem že omenil zadnjič tudi na intervjuju na Radio Ognjišče. Ko sem bil iz novicijata poslan na tako imenovano prakso, jezuitsko prakso, mi rečemo magisterij, sem bil poslan v Centrolete, ker me je sprejel pater Ivan in me uvedel v delo, kaj je treba delati v Centroleti. Ko sem prišel za kapljana v Dravlje leta 2006, zopet me sprejme pater Ivan. Mi pokaže, kaj je treba delati pod kapljan v Dravlje. Ko sem prišel 2014 za župnika v Dravlje, me zopet sprejme pater Ivan. No in zdaj, ko sem bil imenovan za provinciala, sem zopet na tem, da zamenjam patra Ivana. Tako da malo šali, gledam zdaj, kam bo šel pater Ivan, ker je velika verjetnost, da bo šel za njim, tako malo šali. 6. junija 2014 sem prišel za župnika v Dravlje. To je bilo, ravno včeraj je bilo 6 let. Torej, polnih 6 let sem bil za župnika v Dravlje. In moja velika želja je bila, da pride z menoj tudi pater Primož Jakob. Primož, jaz se ti opravičujem, če sem ti takrat prekrižal na črte, ker vem, da si bil tudi ti namenjen v drugo skupnost, v drugo poslanstvo, v drugo delo. Vendar si se dal na razpolago in si prišel, za kar sem ti neizmerno hvaležen. Kljub najni različnosti so se čudovito ujeli in sodelovali. No, z nama pa so župnijsko ekipo gradili še ostali jezuiti, ki so se izmenjevali. Pater Mijo Kekič, pater Rok Bečan, potem pater Jože Poljanšek in pater Egon Hriberšek. Res odlično smo se razumeli in delovali kot dobro igrana ekipa. Tako malo zopet šala, skoraj tako kot Sveta Trojica. Tako zelo simbolično se mi zdi, da ravno danes poteka zamenjava na praznik Svete Trojice,
poteka zamenjava župnikov tukaj od Dravlja. Vsaka oseba bi lahko rekli, ki ima svoje poslanstvo, vsak od nas, ne, tako smo vsi različni. Različni so duhovni darovi, kot pravi Pavel, duh pa je isti. In hvala Bogu, res sem zelo hvaležen Bogu, da smo imeli istega duha. In to je ta lepota življenja, sprejeti drugega v svoji različnosti, v drugačnosti. In sem zelo vesel in hvaležen, da nam je to uspelo. Tako, ko smo šli ven na počitnice ali krajši oddih, takrat se je tudi čutilo našo različnost. Pater Primož je potreboval visečo mrežo, pa 2 drevesi, pa spalno vrečo, da je lahko spal zunaj. Jaz sem rabil eno udobno posteljo. Pater Egon je potreboval kakšen večerni pogovor. In veliko je bilo takih res lepih večernih pogovorov, ki smo jih imeli. In čeprav smo bili na počitnicah, večji del pogovorov se je nanašal na župnijo Dravlje. Kako izkušnja, načrtih naprej, kako še izboljšati. Po pogovoru pa seveda Pater Primož je šel visečo mrežo, z Egonom pa vsak svojo posteljo. No, ne mislim naštevati vseh naših dogodivščin, vendar je bilo kar nekaj situacij, ki jih ne bom nikoli pozabil. Ena zelo močna nastala, da sem šel lani na Kamino, hoditi sem šel po tej Jakobovi poti. No, in dogovorjeni smo bili, da se dobimo skupaj na Murterju, kjer imamo jezuiti hišo in ponavadi od 1. do 10. augusta imamo to hišo na Murterju rezervirano za naše jezuitske počitnice. No, in še zdaj imam tako živo pred očmi. Ko sem priletel iz Španije, sem letel kar direkt v Split z letalom in tam sta me na letališču čakala Pater Primož in Pater res hvala. To so taka močna doživetja, tudi sami mogoče, ko ste kje na potovanju, ki od zunaj pa pridete domov, pa pride svoj, brat, sestra, oče, mati, pa čakati na letališče, pa da se objavim. To so res taki zelo močni trenutki in kar nekaj bilo takih res. Hvala vama. No, po zimi smo skupaj smučali, poleti plavali, tudi šli skupaj v kino, tudi na kakšen koncert. V naš krog smo vključili tudi druge jezuite, katehistinje. Zakaj se mi zdi to tako pomembno? Ko sem bil na jezuitski praksi v Centro Leti, mi je Pater Marko Rupnik nekoč rekel, Miran, če delamo skupaj, dajmo tudi praznovati skupaj, dajmo tudi iti skupaj na počitnice. In ko se danes obračam nazaj, v pretekle leta se mi zdi, da so ravno ta druženja nam pomagala, da smo bili tako povezani med seboj. Kljub, kot sem že rekel, naši različnosti. Ne? In res sem prav vesel in hvaležen, da smo to našo različnost imali kot eno bogatstvo, ne pa kot primirjenje ali pa tekmovanje. In prav v tem vidim tudi lepoto in simboliko današnjega praznika. Večkrat sem bil že vprašan, če se med seboj tudi kaj skregamo. In kaj mislim se, kakšen bo moj odgovor? Jaz bom rekel ne. Zdaj pa bi vprašal Patra Primoža, se spomniš ti, da bi se med dva kdaj v 6. letih skregali? Mogoče si jaz zdaj šel. No, jaz se ne spomnim, gotovo so bile tudi nestrinjena, hvala Bogu, da so bila. Ne vem, tudi s Patrom Egonom se ne spomnim, da se ti spomniš, da bi se kdaj skregali. Čeprav Anton Trstenjak pravi, da družina, ki se nikoli ne skrega, ni zdrava družina, ni normalna družina. Ne? Tako da, dragi Pater Primož, jaz se ti res iz srca zahvaljujem, da si zdržal z manoj. Ne? Veliko lepih, zelo lepih trenutkov sva preživela skupaj v pogovorih, tudi o kakšnem biljardu, čeprav tega že dolgo niso igrala, mogoče bi bil spet čas, da te izzovem. Želim si, da bi ostal takšen kot si, odprt, razpoložljiv, sočuten, pripravljen prisluhniti in razumeti. Bil si moja prva izbira za novega dravljskega župnika in ko sem prišel do tebe z vprašanjem, ali bi bil pripravljen sprejeti ta izziv, si mi rekel, glej, Miran, sem ti na razpolago. Če misliš, da sem primiren, to z veseljem spremljam. In res, Primož, hvala za takšno razpoložljivost.
Prepričan sem, da bosta s patrom Egonom odlična ekipa. No, jaz potihem upam, da nam bo uspelo še koga pripeljati v Dravlje, čeprav se moramo zavedati, da je trenutna situacija v slovenski cerkvi zelo težka, kar se tiče duhovnih poklicev. Se sooča z velikim pomanjkanjem duhovnikov in verjeti ali ne, več kot 1/3 slovenskih jezuitov je že uradno v pokoju. No, hvala Bogu, da večina je še pri močeh in da imamo tudi patere, ki so pri 90 letih še aktivni. Dragi pater Evo, tudi tebi iz srca hvala za tvoje razumevanje in potrpežljivost, predanost tako jezuitom kot skupnosti in župni. Občudujem tvoje zagnanost in energijo, ki jo izžarevaš. Ko me sprašuješ za kakšen nasvet, se kar slabo počutim, ker si tako dosleden in natančen pri stvareh, ki bi jih sam čim bolj poenostavil in hitro zaključil. Čeprav si na župniji manj časa, kot mi pa s patrom Primožem, župnijo zelo čutiš in jo poznaš. In verjamem, da boš tudi v prihodnje to dobro unovčil in odlično sodeloval s patrom Primožem. Na koncu hvala vam, dragi župljani. Zdaj seznam bi bil predolg, če bi začel naštevati vsa imena, s katerimi smo sodelovali, kateri pomagate, ste aktivni tukaj na župniji in hvala Bogu, se reče, da je seznam dolg in upam, da bo v prihodnje ta seznam še daljši. Pač vi ste tisti, ki gradite, ki krojite in brez katerih bi bilo vse naše delo za manj. Naslednje leto bo 60. obletnica župnije Dravlje. Lepa priložnost za praznovanje in zahvaljevanje. V letošnjih Šmarnicah smo brali o začetkih naše župnije. Tisti, ki niste sledili, še najdete na župnijski spletni strani. Tako da si lahko preberete, kako je nastajala župnija Dravlje. No in brali smo, kako segajo korenine Dravljske župnije v izgnanstvo jezuitov na grad Bogenšperk. In velikokrat sem razmišljal, kako Bog obrača življenje in tudi iz zelo težkih razmer lahko obrne nekaj dobrega in lepega. In prav takšen primer je naša župnija Dravlje. Očitno je bilo potrebno izgnanstvo jezuitov iz Ljubljane po drugi svetovni vojni in težki časi na gradu Bogenšperk, da je iz tega semena zrasla čudovita župnija na obrobju Ljubljane. Zelo sem hvaležen, da sem bil del te zgodbe in prepričan sem, da najlepše v tej zgodbi šele prihaja. Amen. Pošlovim, da vstanemo in skupaj spojimo našo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, enega Gospoda Jezusa Kristusa, enega Sina Božjega, ki je začeta rajnega semeni in je Boga, luč od luči, pravi Bog od pravi Boga, ustvarjen in neustvarjen, enega vista začetega in je po njemu vse ustvarjeno, in je zaradi nas ljudi in zaradi našega zavečanja prišel z nebesi in se je vresniti pod Sinem Bogu iz Marije in postal človek in bil tudi križen za nas od konca in vrata in je bil prav Božje in tretji dan je nas vstal od pričevanja pisma in je šel v nebesa sedem na desnici Očetovega in bo spet prišel v slavi svoje žive in mrtve in rada na nebesih do konca in do svetega Duha, do Gospoda Jezusa, ki je Izhaja iz začetka in Sina, ki je začetek in Sina mojim in skrbim, ki je Boga in eno svetega katoliškega in apostolskega cerkva, priznava nekaj in pričakujem poštenje na ljudi in življenje na zemlji vekov. Bratje in sestre, današnji praznik Svete Trojice nam odkriva bogatstvo notranjega Božjega življenja. Z upanjem se obrnimo k tredinemu Bogu in ga prosimo. Tredini Bog. V pogovoru
Jezusa za Nikodemom si nam razvedeval svojo ljubezen do človeškega rodu, daj nam trdno in neomajno vero. Tvoja cerkev je doslej velikimi žrtvami ohranjala pravo in čisto vero, naj ob ljubezni do vseh, ki se motijo, odklanjajo razodetje, še naprej ohranja razodetje čisto in neokrnjeno. Svet ni tako ljubil, svet si tako ljubil, da se zanj dal svojega edinega sina. Naj voditelji narodov spoznajo svojo velikodušnost in ob skrbi za blaginjo ljudstva uresničijo tudi tvoje kraljestvo. Tvoje bistvo je skrivnostni tudi tvoji načrti. Naj zaupanje v tvojo previdnost skrbi vsem, ki jih carejo skrbi, bolezni in druge naloge. Vse si nas poklica v svoje posinovljene otroke. Blagoslovi vse starše, da bodo z besedo in zgledom svojim otrokom oznanili tvoje ljubezen. In še po svojem namenu. Sveti trojedini Bog, Oče, Sin in Sveti Duh, usliši naše prošnje, da se bomo nekoč izbrali pri tebi, ki živiš in nas ljubiš vekomaj. Amen. Molimo, sestre in bratje, da Bog vsemogočni Oče sprejme danes to mojo in vašo praznično daritev.
Gospod naš Bog, prosimo te, svojo Božjo močjo posvetiti darove našega dela. Z njimi spremeni tudi nas v neminljivo daritev, po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in posod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog. Ti si z edinorojenim Sinom in Svetim Duhom en Bog, en Gospod. Ne v eni sami osebi, ampak v treh osebah ene Božje narave. Kar po tvojem razodetju verujemo o tvoji slavi, prav to brez razlike verujemo o tvojem Sinu, prav to o Svetem Duhu. Ko slavimo tebe, pravega in večnega Boga, molimo vsako osebo iste Božje narave in enakega veličastva. Tebe, Sveta Trojica, hvalijo angeli in nadangeli in vsi nebeški zbori in ti ne nehajo sleherni dan vzklikati. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus vstal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere.
Spominjamo se Kristusove smrti in vstajanja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu, pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eni. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, spopolnja v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naše sestre Marije, našega brata Damjena in vseh pokojnih župljanov, ki si jih z tega sveta poklical k sebi. S krstom si jih pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ostanejo v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmilite nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli tvoje ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Kot posinovljeni Božji otroci skupaj molimo, kot nas je učil moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bo tvoje ime, pridi nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, tako v nebesih kot na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, tako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in napredi nas skušnjavo, ter reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospod mir, vodi vedno z vami. Glejte, to je jagnje Božji, ki odjemlje grehe sveta. Blago povabljeni na Gospodovo gostjo.
Molimo. O Bog naš Oče, prijeli smo sveti zakrament Tvojega Sina in izpovedali vero v enega Boga v treh osebah. Naj to praznovanje posveti vse naše življenje po Kristusu našem Gospodu. Še nekaj poznanil za današnjo nedeljo Svete Trojice. Prva stvar je to, da, kot ste verjetno že opazili, so slovenski škofje v tem tednu objavili nova posodobljena navodila v zvezi z obhajanjem maš in drugih zakramentov. Še vedno velja, da k maši prihajamo takrat, ko smo zdravi, ko nimamo nekih simptomov okužbe dihal, ko ne kašljamo, ko nimamo povišane telesne temperature. Glavna sprememba se tiče tega, kar se najbolj vidi, nošenja mask. Namreč zdaj velja, da je tako kot na vseh drugih javnih prostorih, tudi v cerkvi, vsak od nas sam odgovoren za svojo zaščito pred morebitno okužbo. Kar pomeni, ob vstopu v cerkev še vedno si razkužujemo roke, glavni poudarek je zdaj na medsebojni razdalji, vas res povabim, da smo na to bolj pozorni, tudi pri obhajilu. Obhajila je dovolj, da pridemo res počasi, pa da ohranimo to medsebojno razdaljo. Namreč masko naj bi nosili samo takrat, kadar je to medsebojno razdaljo težko ali pa nemogoče ohraniti. Drugače pa zdaj glavni poudarek na razdalji. Otrokom in mladoletnikom ni treba nositi mask, veljajo enaka navodila, kot veljajo v šolah. Večji spremembi sta še glede dogajanja na koru in pobiranja darov. Na koru so ponovno lahko organisti in pevci, ki med seboj ohranijo ustrezno razdaljo, če ne gre, oziroma v našem primeru se priporoča uporabo mask. Glede pobiranja darov je pa zdaj tudi, kot je bilo včasih, med darovanjem se bo priporoča, da tisti, ki pobira darove, tudi nosi masko. To je prva stvar. Druga stvar je to, da pater Egon nocoj odhaja v svoje 8-dnevne duhovne vaje v tišini, v Logarsko dolino, ga priporočamo v molitev, zato da doživi, da prepozna, da bo blagoslovljen, da bo ležeče. V četrtek je praznik svetega rešnjega telesa in krvi, sveti maši bosta po običajnem urniku, ne v prazničnem, ampak po običajnem. Preprosto zato, ker smo opazili na tiste praznike, ki padajo na delovnike, ki niso dela prosti dnevi. Če mašo predstavimo s 7:30 na 8:30, en del ljudi, ki mora iti v službo, pač ne mora priti k maši. Zato mašo ohranimo ob 7:30, nič se ne spremeni. Večerna maša je pa ob 19. Del večerne maše seveda je potem tudi telovska procesija, če bo vreme puščalo, lepo vabljeni, da se, koliko se kot da, čim večjem številu odeležimo te maše. Pa še prihodno nedeljo bo pri dopoldanskih svetih mašah se nam bo v koncu maš predstavil svoje delo en zavod Biser iz Maribora, ki na en dosti poseben, konkreten način pomaga nosečnicam v stiski krizne nosečnosti. Godobje v tednu pred nami, jutri goduje Jakob Bertjö, jezuit, učenec na Madagaskarju. V torek se jezuiti spominjajo še enega jezuita, Jožefa de Anqueta, ki je bil apostol Brazilije, ustanovitelj mesta Sao Paulo. V četrtek, kot rečeno, praznik svetega rešnjega telesa in krvi. V soboto goduje Anton Padovanski, redovnik in cerkveni učitelj. Prihodna nedelja pa je 11. nedelja med letom. In da pripravimo svoje srce za Božje blagoslov. Zahvalno pesem zapojemo. Tako ne. Pozdravljena naša velika dravska družina.
dragi naši patri, Miran, Primož in Egon. Prihaja do menjave. Župnik postaja provincial, kaplan postaja župnik. To se zdi čisto običajna pot. Neobičajno pa je, da se to zadnjih 30 let največkrat dogaja jezuitom v Draveljski župniji. Naključje? Daleč od tega. Gre za skrbno načrtovano akcijo naše draveljske družine, ki sega že v prejšnje stoletje. Takrat smo si župljani na neformalnih srečanjih razdelili vloge. Opravila, ki se prenašajo iz roda v rod, da pripravljamo svoje župnike na nove izzive, ki so jih deležni ob sprejetju v družbi Jezusovo in slovensko cerkev. Če je kdo od vas do zdaj mislil, da smo draveljski župljani, eni pač po naravi sitni, drugi dobričine, eni po naravi skušamo vse razumeti, eni pa po naravi grenimo življenje drugim. Eni delamo in po naravi drugim neprestavno dajemo nasvete in solimo pamet. Je vse to do zdaj razumel narobe. To ni stvar osebnega značaja, ampak stvarne odločitve in dolžnosti. Skupaj moramo pripraviti župnika, da bo čas provincijala ali celo nadškofa prenašal in vodil z nasmehom in žvižgajoč. Vse, kar se mu v novi službi lahko zgodi, naj se mu že tukaj v Draveljski župniji, da bo pot v novi funkciji tako bolj tekoča. Upamo, da zdaj razumeta vsa naša prizadevanja. Spremita tile sončnice so simbol naše dobre volje in obenem velike hvaležnosti. Vsak od draveljskih felanov je potaknil v cvet pa eno seme. Iz tega semena se dobi olje. Na olju se lahko speče riba ali zrezek. Ta vaju bo čakal, ko bosta prišla na obisk. Kar je pa najpomembnejše. Ko jemo in imamo polna usta, ne dajemo na svetu. Z majhnimi popravki je vse to napisal naš paran Peter Svetina. Veliko blagoslova in vse dobro vam želimo. In mu je stalno zvonil telefon. Vse razumljivo, če ga vsak 400 župljan pokliče enkrat na dan, je to 100 klicev. In je Miran rekel prav, kaj ne bi od tega telefona, ampak ga moram imeti. No, takrat sem jaz sklenil sam pri sebi, da ga nikdar ne pokličem po telefonu. Ampak sem vzmeri napisal SMS, pokliči me nujno ali pokliči me ni nujno. 18. aprila, to je bila sobota, približno malo pred 7 uro, vklopim računalnik, da bi bil pri sveti mašina, ki jo sem gledal na naši spletni strani in vidim novico. Vzamem lobik, ga prižgem in našemu župniku napišem tole besedilo. Ali nas
res zapuščaš? Vprašaj, lep pozdrav, Franc. Čez 2 ure dobim odgovor. Franc, ne zapuščam vas, ostajam v Dravljah. No, v malo drugačni funkciji. Lepo belo nedeljo ti želim, Miran. To jaz nisem napisal, da nas tako zapušča, ampak da zapušča župnijski pastoralni svet. In tukaj imamo zdaj idealno priložnost, da tudi vi spoznate, kdo je našemu župniku hodil vseh teh 5 let ob strani. Predstavo vam jih bom po besedno vrst naredil. Prosim, da vmes ne ploskate, kajti že prvo, ko bom predstavil, si zasluži najmanj 5-minutni aplavz. Lahko nam pa na koncu zaploskate, če ste bili z nami zadovoljni. Urša Andromanko Jasničari, izvoli. Polone Bajc, čistilci nažalost med nami, Janez Trgolj, urejanje okolice Cerkve. Pater Miran mi je dal idejo, da sem pobrskal po spominu in sem najdel nekaj dogodkov. Nikoli nam pozabil našega koncerta v Milanu, pa našega druženja pri Mičotu, več jih je bilo. Za Pater Primoža sem se pa tudi spomnil, smo bili na Majorki, smo od Benemu poispali, pa takrat si bil še bolj obrat. Tako da, glavno, hvala vam za vse, kaj ste naredila in boste še naredila v delu. Katja Čarman, animatorji. Ja, jaz bi se tudi rada zahvalila, v bistvu tisti, ki ne veste, jaz v bistvu sploh nisem iz te župnije, ampak v bistvu na pobudo Patra Mirana za sodelovanje med Zidmanci sem v bistvu vstopila v to župnijo in pač obtičala. Tako da v bistvu brez tebe sploh ne bi prišla v to župnijo in pač sem res hvaležna. Pater Primož pa tudi so podporo, vse, kar smo animatorji, kadar tako smo ga narediti delati, vse bo da seveda, pa to vse, tako da res hvala. Jernej Demša, liturgična skupina. Ja, jaz bi se pa predvsem Patru Miranu rad zahvalil, oziroma ne pri Bogu zahvalil za dar, ki ga je dal Patru Miranu, in to je dar poslušanja in pa dar modrosti. Meni se je pa predvsem usedel to v srce, v spomin, da je Pater Miran v različnih skupinah, ki smo bili in pa tudi posamezno, vedno nekaj znal res prisluhniti, misliti in potem ali je bil tiho, ali je, če je bila potreba, je začel z nami moliti, če je bila potreba, ne je pa tudi kaj modrega povedal, tako da res hvala za to modrost. Martin Kavčič, gospodarski svet, ker nažalost ni med nami. Adriana Šmit, Marjanovič, Karitas. Jaz bi se obema zahvalila, Pater Miran, radi za vso duhovno vodstvo, Karitas obema pa po moje ne bom zgrešila, moji gospe in gospodov v domu še nimajo maš in še nismo govorile, ampak mislim, da so vama obema hvaležne za vseh trenutek, ko sta prišla v dom in ste si vzela čas za nje. Alenka, Pavli, Krasilci, ni med nami trenutno, Franc Potočnik, Bralci, Gašper, Remškar, Mladina. Miran, bi se pa te zahvalil za v bistvu za 2 stvari. V bistvu zahvalil bi da si znal prisluhniti vsakemu predlogu, vsakemu vsakega župljana. V bistvu to ni zdaj, se ne tiče zdaj župljanja direkt do tebe, ampak recimo, da smo lahko mi prek župljanov, da si nam prisluhnil. Kot druga stvar bi se ti pa zahvalil v tem času, ko sem v bistvu sodeloval pri župnijskem svetu, kako si znal vsako malenkost tem, pa si tudi naredil marsikatero stvar, kjer jo
nas je večina spregledala in smo ti za to res hvaležni. Zdaj obema in pa vošču še obilo Božjega blagoslova na vajnih novih poteh. Marija Štrbenc, pevci. Ja, dragi pater Miran, res hvala za vse. Pevci so včasih v kakšni župni naporna skupina. Mi tega v vseh 6 letih zagotovo nismo občutili, da bi ti čutil, da smo mi naporni. Upam, da bo nam marsikaj ostalo v lepem spominu, predvsem naša skupna romanja, maše, ki smo jih na teh romanjih doživeli, tudi duhovne priprave na večje praznike, kot so Božič in Velika noč. Res iskrena hvala. Veliko bi bilo še stvari za naštet, zakaj se ti lahko zahvaljujemo, pa vendar najlepša beseda je hvala in tudi sam si to znal uporabljati pogosto. Za vse si se zahvaljeval, tako se tudi mi. Verjamem tudi, da bomo tudi s patrom Primožem dobro sodelovali v prihodnje. Sestra Sabina Vakser, katechistinja. Kot sestra sem tudi jaz uvožena v to župnijo. Pa bom rekla hvala obema, patru Miranu za sprejem v župnijo in v katehetsko ekipo za nazaj, patru Primožu pa za naprej. Teja Zaloga, zapisnik in animatorji. Ja, jaz bi se pa tudi rada zahvalila patru Miranu, da se je vedno vzel čas za vsakega izmed nas in ob vsakem srečanju prišel vsak zdrav, pa kakšno besedo z nami reči, pa za vse njegove pripovedi, s katerimi sem se vedno znova naučila, zakaj se sem lahko življenje hvaležna. Peter Nrše, skavti. Ker mi je pater Primož povedal, da prihaja do menjave, je bil naš komentar, je bil še precej slabši. Ne, zakaj? Primož je bil zdaj zadnjih 6 let naš duhovni asistent pri skavtih in tudi praktično polnopravni voditelj. Z nami je hodil po blatu, po snegu, z nami je spal v šotorih in bivakih in iglujih. Vedno je bil zraven, vedno kot pričevalc, kot nekdo, na kjerega smo se lahko zanesli, na nekoga, ki nam je vedno znal svetovati, kadar sami nismo čisto dobro vedeli. In, veseli smo, da ostaja z nami v župniji, čeprav bo mogoče zdaj malo manj časa, imel direkt za nas, ker se bo mogel toliko več z ostalimi ukvarjati. In brez patra Mirana tudi tega ne bi bilo, ker pater Miran je rekel enkrat, kdo pa delo skavti, če ne mi, in zato je tudi v bistvu smo mu hvaležni. Ostavim pa še to spominu, da je res pater Miran vedno imel neke pozornosti ali pa zmeri je znal si vzeti čas ali pa pozornost za karkoli smo rabili, pa ne bo to župnijski gost, težave v skladišču ali pa enostavno voščila za rojsten dan. Tako da hvala obema. Torej, če ste bili zadovoljni z nami, sem lahko zapalka.
preden čisto zares dobite blagoslov, je prav, da damo besedo še Roku. Draga naša, dobra, najboljša prijatelja, pater Primož, pater Leon Zvanit. Hvala obema za vso podporo in hvaležnost, ki se jo kazala vsem nam. Veseli smo, da smo se družili z vama in se bomo se smeri dobri prijateljem na seboj. Želim vama veliko zdravja, veliko Božjega blagoslova in ker se namenira uradno za potencial državnika, hvala vama, gospod Primož, gospod pater Miran, hvala za delovenijo in da boste v naslednjo stavo zaslužili glasati za prijatelja. Hvala za vse. Hvala, Rok. Zdaj pa čisto zares. Naj bo Gospod z vami. Naj vas blagoslovi, vodi in varuje vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.